Takole je iranski dron priletel v morje le kakšnih 150 metrov od nemške potniške križarke, ki jo je v petek posadka, v kateri je bil tudi 28-letni Murskosobočan Marko Kreslin, spravila skozi Hormuško ožino. Preden smo dosegli Hormuško ožino nekje okoli 2. ure popoldan, smo pa dobili preko radijske zveze sporočila strani iranske milicije, da je Hormuška ožina spet zaprta, da bojo na vse ladje, ki bojo poskušale prepluti Hormuz, streljali, kar so tudi potem na nas recimo uspeli. Niso se ustavljali, vse se je odvijalo zelo hitro, pluli so z maksimalno hitrostjo. Lastnik ladje je namreč želel, da se čim prej izvijejo iz nevarnega območja, pripoveduje. Vsi smo bili na položajih, ki smo pač z ladjo upravljali, vsi ostali, ki niso imeli nekih zadolžitev, so se nahajali takrat te 4 ure, ki smo bili v tej coni plutja skozi Hormuz na nekem najbolj varnem mestu na ladji, se pravi najbolj znotraj na nižjih nadstropjih. Ožine niso prečkali sami, ob njih so plule še 4 ladje. Skoraj 2 meseca je naš sogovornik čakal v pristanišču v Abu Dabiju, potem ko je februarja opravil več krožnih turističnih plov po Orientu. Potnike so po izbruhu konflikta v nekaj dneh spravili na letala, 6 potniških križark pa je obtičalo v Perzijskem zalivu. Včeraj se je rešila zadnja med njimi.